80-letni sodelovanja letos obeležuje Društvo gluhih in naglušnih Podravja. No, kakšni so po vseh teh letih in napredku sodobnih tehnologij njihovi vsakodnevni izzivi, ne manjka jih, pa z mojimi gosti. Lep pozdrav vsem trem. Namreč z nami so gospod Bedrija Črešnik, gospod Milan Kotnik, oba iz Društva gluhih in naglušnih Podravja, ter gospa Zlatka Hecl, tolmačka slovenskega znakovnega jezika. To moramo poudariti. Gospod Črešnik je tudi popolnoma gluh, tako da mu gospa Zlatka sproti tolmači vse, kar je povedano v jezik, slovenski znakovni jezik, tako bomo rekli. In najprej vprašanje za gospoda Črešnika. Kakšen je danes položaj gluhih in naglušnih? Kako vas okolje sprejema? So še vedno predsodki? Ja, tako je. Mi, ki smo čisto gluhi, zelo težko komuniciramo. Seveda moramo vedeti, da dejansko ničesar nič ne slišimo. Kadar srečamo slišečo osebo, ta slišeča oseba v bistvu ne ve, da smo mi gluhi. Naša invalidnost nažalost ni vidna in tako včasih mislijo, da mi gluhi v bistvu sploh ne obstajamo, ampak dejansko mi obstajamo. In kadar se pogovarjamo, kadar kretamo, izgleda to čisto drugače in ljudje težko se ustrašijo se naše komunikacije v bistvu, ampak dejansko je naša komunikacija z nami enostavna. Malenko se moramo potruditi mi in drugi in potem gre vse skupaj brez problema. Kadar pa vidijo, da na cesti mogoče kretamo v našem znakovnem jeziku, so zelo presenečeni in ne morejo razumeti, da je to v bistvu naš materni jezik, tako kot med slišečimi vaš slovenski govorni jezik. Tako da takrat se običajno ljudje malenkost mogoče ustrašijo in se umaknejo. Jaz živim v tej situaciji, jaz se tega ne sramujem, ampak vidim pa, da se marsikdaj sramuje in se umaknem. Še vedno slišeči gluhe, naglušne, gluhoneme dojemamo kot neumne, kot nekoga, ki je zaostal mogoče tudi v razvoju. Ja, res je. Dogodek je bil, da je en gluh mogoče v kretnji malenkost bolj grobo, malenkost bolj dinamične kretnje je imel in srečal ga je policist oziroma prišel je policist do njega, kajti mislil je, da bo ta drugo osebo dejansko želel napasti. Ampak dejansko je to bila kretnja v samem razburjenju, tako da spet je govoril v svojem maternem jeziku, ampak dejansko, ker te situacije ne poznajo, odreagirajo potem tudi policisti mogoče narobe. Gospod Kotnik, prej sem omenil sodobne tehnologije. Koliko vam te pomagajo pri vašem vsakdanjem delovanju, normalnem, in koliko otežujejo vaše funkcioniranje? Tukaj bi jaz mogoče povedal eno tako izkušnjo iz vsakdanjega življenja gluhih oseb, kako pomembna je komunikacija in sporazumevanje. In te današnje nove sodobne tehnologije, kot so mobilni telefoni, in pravzaprav vsak si niti ne zna predstavljati, kakšnega življenjskega pomena pa je ta naprava za gluho osebo. Sabo ste prinesli budilko, naprimer, ki zbudi svetlobo. Bomo pokazali, kako zadeva deluje. Omenili ste mobilni telefon. Komuniciranje preko kratkih sporočil verjetno je utečeno. Kaj pa, ko je potreba poklicati na pomoč, naprimer na številko 112 ali 113? Tukaj pa potem nastane težava, oziroma bila je nekoč težava, sedaj smo to nekako uspeli rešiti z klicnim centrom, ki je bil nastal na pobudo številnih gluhih in naglušnih, ki pravzaprav niso mogli poklicati tega klicnega centra in sporočiti svoje tegobe oziroma probleme, s katerimi so nastali v tistem trenutku, in na nasprotni strani so hoteli informacije, kje ta oseba je, in ni bil vzpostavljena komunikacija. In zato je zdaj ta klicni center nastal ob pomoči tolmačev znakovnega jezika, da lahko gluha oseba v znakovnem jeziku pove osebi na nasprotni strani in ta kliče potem center za zaščito in reševanje in potem lahko nastopi pravilno postopek reševanja. To je preko videotelefonije? Preko videotelefonije, ja.
Nekoga že imamo na telefonski liniji, namreč če imate kakšno vprašanje za naše goste, telefone v roke in pokličite na telefonski številki. Lep pozdrav, kdo je z nami? Ja, pozdravljeni, dobro jutro. Dobro jutro, izvolite. Frank, tukaj iz Ivančne Gorice kličem. Mene pa zanima ta znakovni jezik, kaj je to mednarodni ali je slovenski? Najlepša hvala za vaše vprašanje. Prej sem poudaril slovenski znakovni jezik. Kakšna je razlika? Obstaja mednarodni? Kako se lahko ljudje iz različnih koncev sveta med sabo sporazumevate, če sploh? Slovenski znakovni jezik, tako kot ste sedaj že poudarili, je res znakovni jezik, ki ga uporabljamo tukaj v Sloveniji. Obstaja seveda tudi mednarodni znakovni jezik, ki ga uporabljajo povsod drugje, ampak vsi ga ne poznajo. Je pa res, da v vsaki drugi državi kretajo drugače, tako kot so jeziki različni, ampak osnove znakovnega jezika so pa dokaj podobne. Tako da, če gluhi komunicirajo z ljudmi iz Evrope, Amerike, Afrike, kjerkoli, je tista osnova je podobna, tako da lahko komunicirajo lažje kot mi slišeči, ki moramo poznati vsak jezik. Tako med aktualnimi projekti društva, ki se ga lotevajo seveda ob svoji obletnici, je tudi projekt Tišina. Takšen je namreč naslov pesmi, ki jo je napisal prav naš gost, gospod Milan Kotnik, uglasbil in aranžiral pa jo je Marjan Podbojec. Poglejmo. Marjan je v društvu zaposlen prek javnih del, ker je glasbenik, pa ni dolgo trajalo, da je s člani našel skupen jezik. Glede na to, da predtem niste imeli kaj veliko stikov z gluhimi ali slabo slišečimi ljudmi, kaj ste si predstavljali, kakšno bo delo v tem društvu? Vprašanje je tudi za mene zelo težko. Jaz moram povedati, na začetku si sploh nisem zamišljal, kaj je to tišina, v kakšni tišini ti ljudje živijo. Še danes jaz ne vem, kako to izgleda, ampak vedel sem, da bo težko, ker ti ljudje zelo težko sprejmejo ljudi medse. Kako jim lahko približate svet glasbe? Svet glasbe, jaz sem ga naredil tako, neslišeč, bom rekel, gluh, je napisal besedilo in jaz sem čutil glasbo. Ko sem njegovo besedilo prebral, sem čutil glasbo. In v dogovoru z njemo sva se pogovorila, da bi naj poskušam to uglasbiti, pa bomo videli, kako se to sprijema. Kako dolgo ste se učili besedila? Konkretnih seveda mislim. Ja, bom rekel, z Anjo sva videla to, kar lep čas ne delala. Stvari je treba vživiti, se je treba pravzaprav kompletno zgodbo. Pri oživljanju pa je imela manj problemov Anja. Je hčerka naglušnih staršev, besedilo je napisal njen oče. Občutki so sijajni, ker vem, kaj je hotel ati s tem besedilom povedati, vem, da sporoča slišečim ljudem, kako je, ko živiš v tišini in da so roke so tvoj glas, saj se ne moreš drugače sporazumevati in sem zelo sem srečna, da sem lahko jaz to odkritala. Posebna zgodba je tudi 11-letni Marcel, ki je gluh od rojstva, pa vendar ga je glasba od nekdaj mikala. Marjan mu pomaga pri igranju na bobne. Na samem začetku sem gledal slišeče, ki so na plesu in na ostalih zabavah igrali tele bobne, tudi jaz sem večkrat plesal in takrat na začetku sem si želel, to je to, kar si jaz želim igrati. Tako kot jaz čutim, tako poskušam zaigrati. Kako čuti glasbo? Skratka, jaz čutim to skozi vibracije in skozi base, tako da močneje, ko udarim, močneje slišim oziroma začutim po telesu tale zvok. Torej so mu všeč hitri ritmi? Ja, zelo so mu všeč hitri ritmi. Bi igral v kakšnem ansamblu? Zdaj še ne, pravi, kasneje pa vsekakor.
čez 2-3 leta, ko bom imel več izkušenj, z veseljem. Toliko o projektu Tišina, torej, s katerim gluhi in naglušni opozarjajo na svoje vsakodnevne težave in vsakodnevna prizadevanja. Pa za konec, gospod Kotnik, koliko še manjka, da bi bili gluhi in naglušni resnično polnopravni člani družbe? Tukaj je zelo, zelo težko odgovoriti na to, glede na to, koliko smo ljudje dejansko čutimo enakovredne, je bolj pravilni odgovor. Saj ovire, s katerimi se vsakodnevno srečujemo, so še vedno nerešene, niso odpravljene in pravzaprav skozi vsa ta leta delovanja našega društva smo se in se še vedno trudimo, da bi državo prepričali, da zagotovi gluhim, naglušnim, gluhoslepim osebam enake možnosti vključevanja v različne življenjske situacije, v različne življenjske družbene okoliščine. In kako daleč smo? Boste še nadaljnjih 80 let morali si prizadevati ali vendarle bo to Pred nami je še dolga pot. Najlepša hvala, naj bo čim lažja in čim krajša, vendarle kljub vsemu, uspešno še naprej pri vaših prizadevanjih in se kaj kmalu znova srečamo, sicer pa veselo praznovanje 80-letnice vašega delovanja.